Jaz bi ob tem našem historičnem seminarju, ki res poteka že dolgo vrsto let, pravzaprav sama predavanja že več kot 2 desetletji, mogoče povedala eno anekdoto z včerajšnje ekskurzije, zelo odlične in poučne v Kamnik, po kateri so pri mnogokaterem raziskovalcu mogoče odmevale besede, ki jih je izgovoril več kakor 100-letni gospod, ki je bil v mladih letih priča izkopu mamutovega okostja v Nevljah. Ta je ob tem na koncu še izrazil velik dvom v zmožnost zgodovine, da bi kdajkoli govorila resnico. Seveda je imel s tem v mislih zgodovino kot vedo in seveda tudi nas, ki se zgodovino ukvarjamo, jo raziskujemo, poskušamo bolje videti, saj bistvena lastnost ne same dejanske zgodovine ni, ali je res ali ni res, ampak to, da se je pač zgodila. Ostalo je seveda prepuščeno nam, njenim interpretom, ki pa v neko verzijo njene resnice zagotovo verjamemo, čeprav se ob tem z veliko ponižnostjo vedno tudi zavedamo, da nikoli ne bomo videli in vedeli vsega, pa vendar zato se pa, ker v to verjamemo, se s tem še vedno ukvarjamo. Je pa dobro, da dobimo na vsake toliko časa nekako taka opozorila od zunaj, da vedno smo le delni in omejeni. Kakorkoli. Drobci, ki jih za sabo puščajo različni zgodovinski dogodki in dejstva, glede na kot osvetljave, vsaki dobi pomagajo videti novo podobo zgodovine, ki pa je seveda hočeš nočeš vedno predvsem podoba in zorni kot našega lastnega časa. Pa vendar, kljub nezmožnosti kateregakoli človeškega uma, da bi hkrati po polnosti zajel vse vidike nekega dogajanja v preteklosti, celo v sedanjosti, to ni jalovo početje. Iz njega se vedno kaj naučimo za naš čas in saj je zgodovina že pregovorno vedno tudi učiteljica našega sedanjega življenja. Zato mi s tem historičnim seminarjem še vedno poskušamo odkrivati še naprej seminarimo, sejemo, se pravi preko oblike predavanj, izbranih predavanj se ta izbrana predavanja po predelavi jih avtorji preoblikujejo v znanstvene članke, in potem izbor teh predavanj na vsake toliko časa izide v kateri od teh monografij. Vsaka monografija je pa nekoliko posebna, ker same teme, ki na koncu se pridejo skozi to rešeto, nekako vedno na nov način sestavijo kalejdoskop. Včasih so to izrazito nepovezane stvari, včasih se pa nekatere stvari bolj povežejo. In v tej številki se je 6 prispevkov, ki jih objavljamo, nekako povezali v precej našo zgodovinsko podlago, se pravi nek historični pogled, ampak povezan z različnimi drugimi disciplinami, umetnostno, zgodovinsko, antropološko, z genealogijo, z vsemi temi različnimi pogledi. Po drugi strani pa nekako kar 3 članki so se posvetili nekako zgodovini habsburškega, tedanjega habsburškega Primorja. Tako da nekako, če mi dovolite, bi v par besedah vsak članek kratko predstavila, drugače pa res prisrčno vabljeni k branju. Se pravi, našo monografijo začenja prispevek Gašperja Ojcla, ki obravnava izbrane rudarske rede poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka iz vzhodnih Alp in prav v njih vidi zelo poseben in pomemben vir za raziskave pravne in družbene zgodovine železarstva. Ne malo kateri prispevek se recimo mogoče posveča kakšni temi, ki je že bila obravnavana, ampak z nekimi novimi pa drugačnimi viri, ki mu omogočajo drugačen pogled v neko tako temo. Potem se selimo v čas baroka z člankom Silvije Stegbauer, ki ima 3 različne vloge in naloge, upodabljajoče umetnosti v okolju graških jezuitov, na primeru stropnih poslikav in njihove arhitekture, se pravi tega kolegija v Gradcu. In te naloge so bile od reprezentativne do pedagoške, ker tam so tudi, pač je deloval kolegi, so bili tako učitelji kot učenci veliko prisotni v tistih prostorih. Potem pa Matjaž Grahornik v svojem prispevku zariše kompleksen genealoški prikaz obeh linij rodbine Herberstein, v zelo širokem loku od srednjega veka pa do današnjih dni, se pravi, je to taka daljša detektivska zgodba. No, kar 3 članki, kot sem omenila, se pa ukvarjajo s habsburškim Primorjem. Andreas Golob tako piše o praktičnih, upravnih in gospodarskih vidikih habsburške cenzure 18. stoletja.
pri čemer se prav tako naslanja, kot sem že omenila, na malo znane vire, se pravi na do zdaj še razmeroma neraziskane in slabo znane vire iz notranje avstrijskih arhivov. Potem Daša Ličen interpretira delovanje društev v Trstu v 19. stoletju in pokaže, recimo, kako ključnega pomena je bilo za delovanje teh društev razredna pripadnost njihovih članov in da nekateri drugi dejavniki, ki jim je mogoče kakšno starejše zgodovinopisje pripisovalo večjo vlogo, tako na primer nacionalni vidik, niso bili vedno tako odločilni kot recimo prav ta družbena slojevitost. No, in če boste pa brali članek Salvatorja pa Palarda, boste mogoče nekatera istrska mesta, na primer Opatijo, to se je zgodilo meni, in ostanke habsburške preteklosti na Jadranu, verjetno lahko ogledali v novi luči. Kot je pokazala njegova študija v razstavi Adria, ki je bila predstavljena leta 1913 na Dunaju, je imel imperij z Jadranom prav posebne načrte in ga je temu primerno tudi prikazoval. Tako da morda je naključje, da se s tem pretežno historičnim seminarjem pač da ostajamo v naši historični vedi in da se s tem tudi, se pa z njim tudi poslavljava dosedanji urednici pretežne večine monografij do sedaj in predajava delo novemu uredniškemu odboru Klemenu Grabnarju in Jeri Siter. In ob tem bi se radi zahvalili tudi širšemu našemu koordinacijskemu odboru, v katerem sta bila še Luka Vidmar in Katarina Keber, podpori vodstva ZRC SAZU, založbi, vsem recenzentom in avtorjem in vsem, ki smo jih kdaj pobarali za kakšen nasvet, prevod, katerokoli besedo. Res najlepša hvala, 15 je lepa številka in upamo, da boste uživali v branju te in naslednjih številk. Hvala.